Aluminij, ki je zadnji del prvenstva igral zelo slabo, kar nekaj zaporednih porazov in slab položaj na lestvici, je tokrat pričakal doma Domžale, ki je med tednom odigralo verjetno najboljšo tekmo v jeseni. Doma proti Mariboru so bili boljši, na koncu samo točka 2-2. Prva priložnost za Domžale takoj že v 9. minuti. Vuk je bil tisti, ki je streljal, Lipovac pa je bil na pravem mestu in ostalo je pri 0-0. Še ena priložnost za goste, tokrat je streljal Jaka Bejše, proti Mariboru je zabil dvakrat, na pravem mestu pa tokrat še enkrat več Kristjan Lipovac. 12. minuta in še ena priložnost za Domžalčane, tokrat je streljal Slobodan Vuk, po udarcu s kota je bil Lipovac tisti, ki je šel mimo žoge, do strela pa je prišel Vuk in na golovi črti je bil na pravem mestu Denis Rešek. In potem še do konca prvega dela po domžalski pobudi dve priložnosti za Aluminij. Najprej je streljal Mitja Rešek, potem pa je za domače zapravil priložnost še najboljši domači strelec Robert Kureš in polčas je končal neodločeno 0-0. V drugem delu pa še naprej prevlada Domžalčanov, takoj prvo priložnost pa so tudi izkoristili. 4. minuta nadaljevanja, Vuk je podal, Šimunović pa je meril natančno in popeljal goste v prednost 0-1. Le 3 minute kasneje še ena obetavna akcija Domžal in spet je bil podajalec odlični Slobodan Vuk. Našel je povsem samega Žigo Kovsa, ki je poskrbel za povišene prednosti domžalske ekipe. Potem pa se je prebudil tudi Aluminij, streljal je Denis Rešek, po prostem strelu Žagarja je prišel do žoge Rešek in meril nekoliko mimo gola. Ostalo je pri lepih 2 golih prednosti za Domžalčane. Še enkrat je bil nevaren tudi najnevarnejši nogometaš Domžal, Slobodan Vuk. Lipovac pa je bil spet zmagovalec tega dvoboja in kdor ne da dobi, na drugi strani je zadev Jurica Jeleč po kotu, ki ga je izvajal Bešič, je prišel do žoge Kašnik, potem pa Jeleč pospravil žogo mrežo in znižal na 1-2. Vendar pa na drugi strani je sledil ekspresen odgovor Domžal, žoga s kota, Bešič pa je bil tisti, ki je zatresel lastno mrežo in Domžalčani so spet imeli 2 zadetka prednosti. Za goste je poskušal kot naslednji Mato Šimunović, veselje mu je tokrat preprečila vratnica, sicer bi bil tole še drugi gol Šimunovića na tekmi in še zadnje dejanje tekme, 82. minuta, Gaber Dobrovoljc je povišal prednost Domžal, zabil svoj prvi gol v tem prvenstvu in popeljal goste do visoke zmage in prednosti 4-1. To je bil tudi končni izid tekme in Domžalčani so na najlepši možen način končali tale prvi del prvenstva na visokem 3. mestu. Zahvaljujemo se vsem ljubim.